tudi krajina na 52. kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni in seveda tudi vi na ta sejem letos prihajate z novostmi iz svojega prodajnega programa. S kakšnimi? Tako je, krajina je tradicionalno na tem sejmu. Sejmi, kot je Radgona, kot je sejem Agra, so priložnost, da proizvajalci pokažemo tisto, kar naredimo novo, da pokažemo novosti, da pokažemo spremembo na naših proizvodih. Sejmi so tudi priložnost, da se srečamo s svojimi kupci, tako z grosisti kot z kupci, ki so naši direktni kupci. Na sejmu se pomenimo tudi o kakšnih poprodajnih aktivnostih, vemo za potrebe, vemo za želje kupcev, tako da je sejem pač primerno mesto za srečevanje in za napraviti posel. Kaj pravite, gospod Zaletelj, v tem kriznem času tudi za kmetijstvo, kako grejo vaše prodajne aktivnosti? Ste zadovoljni z njimi? Poglejte, v življenju se je vedno treba prilagajati. Sigurno razmere na trgu niso najboljše, je pa treba poiskati nove proizvode, nove trge. V tem trenutku so zelo prizadeti trgi v nekdanji Jugoslaviji, medtem ko se pa trg v zahodni Evropi stabilizira in popravlja. In za krajino lahko rečem, da prodaja raste predvsem na trgih Avstrije in na trgu Švice. Seveda pa je dejstvo, da ima krajina že dolgoletno tradicijo s prodajo cistern, tako v Sloveniji kot tudi na tujih trgih. Tako je, tradicija krajine, blagovna znamka krajine je prisotna in priznana v številnih državah in na vsak način poskušamo našo tradicijo in dobro ime obdržati tudi za vnaprej. Je skrivnost, katerih krajininih proizvodov največ prodate? Težko je reči, vendar za razliko od let nazaj se vedno več proda cistern, ki so bolj namenske. Ali so to cisterne namenjene za hribovske potrebe ali pa cisterne, ki so namenjene za eno vrsto gnojevke. In pred leti se spominjam, ste prodajali veliko največjih cistern. Kaj pa zdaj? Trenutno se več prodajajo cisterne namenjene za hribovske potrebe. To so cisterne z kombinirano vakuumsko centrifugalno črpalko. Kajti po trendih v krajini dejansko lahko nekako sklepamo tudi o položaju kmetijstva in trendih v kmetijstvu, v kakšno smer gre vse skupaj. Ne vem, če smo mi referenca, verjetno je pa res, da kadar so v živinoreji boljši pogoji, takrat se tudi proda več strojev. Še naprej seveda uspešno prodajo vam želim in hvala za ta pogovor. Hvala lepa. Zdaj stojiva pred novo cisterno, nam lahko opišete njene značilnosti? Stojiva pred novo gorsko cisterno s litražo 3200 litrov. Razvili smo jo predvsem za potrebe gorskih kmetij, kjer so tereni zelo strmi. Uporabili smo znižano osovino, se pravi samo težišče cisterne je približno za 20 do 25 cm nižje od vseh klasičnih cistern. Ravno zaradi tega se lahko potem montirajo širše in pa seveda višje gume. Poleg osovine je na cisterni tudi nov cinkan vlečni drog z V obliko. Ta je namenjen predvsem bolj robustni rabi, obenem pa je oblikovan tako, da se same gume na traktorju ne morejo uničiti. Kolikšna je zmogljivost te cisterne? Cisterna je velika 3200 litrov, montirano ima kombinirano garra črpalko, se pravi sestavljena je iz vakuumskega dela. Vakuumska črpalka ima pretok zraka 4450 litrov na minuto,
Druga črpalka, centrifugalna, je pa zmogljiva 2200 litrov. Se pravi, to je približno 7 barov, dobimo pritiska. Namenjena je torej hribovskim kmetom, lahko pa jo uporabljajo tudi seveda številni drugi, ravninski in tako naprej. Tako je, ja. Važno je, da se zniža težišče, da se lahko montirajo večje gume, kot bi se pri običajni. S tem, ko jo znižamo, se lahko praktično montirajo katerekoli gume. In s tem zmanjšate tudi nevarnost morebitne prevrnitve. S tem poskrbimo, da se cisterna praktično ne more prevrniti. S samo širino gume in različnimi profili pa preprečimo tudi sam zdrs. Hvala lepa za pojasnila. Hvala. Ravnokar pa smo izvedeli, da ste dobili za krajine novi model enoosne cisterne za gnojo, kot tudi zlato medaljo. In seveda, gospod direktor, iz krajine čestitke. Ja, hvala lepa. Ja, veseli me, da smo na letosnem natečaju za najboljše nove inovativne proizvode dobili zlato medaljo za cisterno Garda kmetijsko z V-vlečnim drožgom. To je cisterna, ki je letos, lahko rečem, hit prodaje na avstrijskem trgu. Še naprej seveda uspešno prodajo. Hvala lepa.